Pozdravljeni. Tudi danes je prišel na vrsto naš običajni komentar novic, kjer si bomo, kot ponavadi, pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v svetu Formule 1, seveda v preteklih dneh. Tudi tokratni 24. letošnji komentar novic bo razdeljen na 4 ločene dele. In seveda, vkolikor vas zanimajo originalni članki, ki so navedeni v vsakem, imate bližnjice, kot običajno zbrane v samem opisu. A da ne bomo predolgi in preveč dolgočasni, je najbolje, da se lotimo naše prve teme in pogledamo, kaj se je tokrat zanimivega zgodilo. Na začetku se bomo ustavili pri izjavi Stefana Domenikalija, ki jo je moč zaslediti na članku objavljenem na spletni strani Race Fans 14.6. Stefano Domenicali je izjemno kritičen do tega razpisa za nove ekipe, ki bi se rade pridružile svetovnemu prvenstvu Formule 1. Govori namreč, da ni potrebno imeti samo kvantitete, temveč tudi kvaliteto. In v tem se 100% strinjava. Namreč Stefano Domenicali pravi, da ukolikor želimo imeti zanimive dirke, zanimivo prvenstvo, je v resnici potrebno, da sta dve ekipi približno na enaki ravni in da lahko gledamo boj med 4 vozniki. In seveda v teoriji Stefano Domenicali ima prav. A po mojem osebnem videnju pozablja kar na nekaj bistvenih dejstev. Prvič na to, da 20 sedežev je v bistvu premalo za vse kvalitetne voznike, ki jih imamo na razpolago. In drugič, leta 2026 bomo imeli 6 različnih dobaviteljev pogonskih sklopov. Bilo bi primerno, ukolikor bi na štartnem razporedu bilo tudi več kot 20 bolidov. A seveda tu v tem primeru gre za moje osebno videnje, ki je diametralno nasprotno tistemu, ki ga zagovarja Stefano Domenicali. A to ni toliko pomembno. Stefano Domenicali izpostavlja tudi dejstvo, da s strani ekip je bil Concord Agreement podpisan z 10 ekipami, ne z 11 ali 12. In s tem si je odprl zanimivo iztočnico. Namreč govoril je, kako se zadeve spremenile v Formuli 1. Namreč včasih smo lahko brali, da se je lastništvo ekipe zamenjalo za funt ali dolar. Domenicali pravi, da lastniki danes zavračajo ponudbe, ki so izražene v milijardah funtov ali dolarjev. A tu je treba poudariti še nekaj. Res, včasih se je lastništvo zamenjalo za funt, dolar ali mogoče evro, ampak po drugi strani nov kupec je moral poravnati tudi dolgove. O tem Domenicali ne govori. A v bistvu, ukolikor ekipa zavrača ponujeno milijardo, to pomeni edino to, da cena zagotovo ni bila prava. Torej so ekipe vredne več. Koliko bo pa seveda pokazalo tržišče. A pojdimo k našemu drugemu sklopu, ki bo verjetno za marsikoga izmed vas bistveno bolj zanimiv. Na prihajajoči veliki nagradi Kanade bodo pri ekipi Alfa Romeo F1 Team imeli poseben jubilej. Tako poroča italijanska verzija spletnega portala motosport.com 13.6. Namreč mineva
100 let od tiste dirke Targa Florio, kjer je Ugo Sivoči prvič pokazal štiriperesno deteljico na pokrovu motorja svojega bolida Alfa Romeo. In seveda od njegove tragične smrti je štiriperesna deteljica postala amulet pravzaprav na vseh športnih Alfa Romeo. A seveda ta zgodba je verjetno znana navdušencem tako Formule 1 kot drugih kategorij motošporta in marsikomu sedaj obnova, zakaj je to tako pomembno, bo dolgočasna. A kot običajno sem tudi to zgodbo povedal v prav posebnem prispevku in kolikor vas zanima, ta že malodane legenda, imate bližnjico do tistega prispevka tam zgoraj. Mi se pa vrnimo na aktualni čas. Ni mi jasno, zakaj so pri Alfa Romeo F1 Team izbrali prav veliko nagrado Kanade za obeležitev tega, po mojem mnenju, pomembnega jubileja. Takrat na Targa Florio je bila 15. aprila in meni osebno bi bilo bolj razumljivo, da bi izbrali dirko za veliko nagrado, ki je bližja temu datumu, na primer velika nagrada Azerbajdžana. Ali po drugi strani dirko v Italiji, res, velika nagrada Emilija Romagna je odpadla, ampak ostaja še septembra velika nagrada Italije. A konec koncev se moramo strinjati z nekim dejstvom, da prav pri uporabi tega, po mojem mnenju, pomembnega, za nekatere že svetega simbola, so bili v preteklosti izjemno netočni, izjemno raztreseni, izjemno nespoštljivi. Kolikokrat sem povedal, da štiriperesna deteljica, na primer na Ferrariju, nima kaj iskati, in vendar je bila tam. Samo zaradi volje takrat Sergija Marchiona, ki je videl neke neobstoječe povezave. A zanimivo je nekaj drugega. Velika nagrada Kanade je po mojem mnenju čisto neprimerna dirka, kjer se bi lahko spomnili te pomembne obletnice. Ampak zakaj, bomo videli v naslednjem sklopu. Kot ste videli po naslovu, na veliki nagradi Kanade se ne bo obeležilo samo enega jubileja, temveč dva. Kot smo lahko prebrali v članku objavljenem na uradni spletni strani Formule 1 13.6., bodo tu skušali obeležiti tudi 50. obletnico prvega varnostnega avtomobila v Formuli 1. In zakaj na veliki nagradi Kanade? Ker se je tu prvič pojavil daljnega 1973. Tudi o razvoju varnostnega avtomobila sem pred časom napravil ločen prispevek. In kolikor vas zanima, kaj vse smo imeli za varnostni avtomobil, imate bližnjico kot običajno navedeno tam zgoraj. Mi se pa vrnimo zopet v sedanjost. Omenil sem v drugem sklopu, da je praznovanje ekipe Alfa Romeo F1 Team rahlo neprimerno. Tu v Kanadi bi bilo res treba obeležiti samo 50. obletnico varnostnega avtomobila, kajti imamo neko direktno navezavo. In verjetno se vsakdo izmed nas strinja, da ukolikor v isti dirki obeležimo več različnih stvari, v bistvu izgubimo na pozornosti, izgubimo na pomenu. A marsikdaj se zgodi, da v Formuli 1 pravzaprav ljudje, ki skrbijo za take jubileje, za komercialne pristope in za stike z javnostjo, ne govorijo med seboj. In sam sem dobil pri vsej zgodbi nek čuden občutek.
So morda pri Alfa Romeo F1 Team pozabili na ta jubilej in so ga na to čim prej hoteli obeležiti, ali pa slučajno so izbrali prav tisto dirko, kjer varnostni avtomobil praznuje svojo 50. obletnico. Ne vem in priznam vam, da niti nočem vedeti, ampak vseeno velika nerodnost. Ne toliko Formule 1 kot onih, ki so izbrali isto dirko za obeležiti svoj jubilej. A pojdimo še k zadnji temi. Za konec se bomo pa ustavili pri izjavi Tota Wolffa. Ta je bila objavljena na spletni strani Race Fans 13.6. V članku lahko preberemo, da Toto Wolff pričakuje podaljšanje pogodbe z Lewisom Hamiltonom pred začetkom dirke za veliko nagrado Kanade. In pravzaprav to ni nič novega in nič presenetljivega. A če se spomnite, pred nekaj časa sem napravil poseben prispevek z naslovom Če novice ni, se jo je treba izmisliti. In v tem sestanku sem kritiziral vse tiste avtorje, ki so dobesedno napihovali zgodbo o prestopu Lewisa Hamiltona v Ferrari brez kakršne koli osnove. In kaj sedaj? Slišali bomo razne sestavke, kjer bodo avtorji začudeno ugotovili, da Lewis Hamilton pa le ostaja pri Mercedesu, čeprav kakšnih drugih realnih opcij sploh ni imel na razpolago. Njihovo začudenje izhaja iz napake, ki so jo samo zaradi tega, ker so radi pritegnili pozornost, napravili pred tedni. In danes na nas, navdušencih, je pač to, ali jim bomo zopet nasedli ter verjeli ali ne. Sam menim, da takšni trači, kot so bile zgodbe o Hamiltonu v Ferrariju, ne zaslužijo naše pozornosti, ampak, kot je dobro znano, sem sam dokaj strog in imam rad novice in ne tračev. Vsak si pa lahko izbira tisto, kar mu je ljubše. A kot ste razumeli, tokrat smo prišli do konca našega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.